Delavnica izdelki in odpadki, ki vsebujejo polimerne kompozite, utrjene s steklenimi vlakni, je v okviru projekta Retracking organizirala GZS, Služba za varstvo okolja, 25. oktobra 2018 na Gospodarski zbornici Slovenije. Na delavnici so govorili o izzivih in priložnostih, ki jih prinaša nova zakonodaja o ravnanju z odpadki in prehod v krožno gospodarstvo za področje izdelkov, ki vsebujejo polimerne kompozite, utrjene s steklenimi vlakni. Če pogledamo razvoj izdelkov, ki vsebujejo utrjena vlakna, steklena vlakna, vidimo, da so to proizvodi, ki so se pojavili po drugi svetovni vojni in da v bistvu se njihova prisotnost vse bolj povečuje v osnovnih tokovih proizvodov, ki so zdaj na trgu. Ker pa imajo zelo dolgo življenjsko dobo, šele zdaj prihajajo v odpadne tokove. Tako da je to sigurno izziv, ker bojo pač ti odpadki začeli prihajati na področju komunal in se bomo spraševali, kaj z njimi, kako z njimi naprej. V Evropski uniji so naredili študijo o pripravi strategije za plastiko, kjer so povedali, da je cirka 6 milijonov plovil, ki so namenjeni za rekreacijo na trgu. Ocenili so, da je približno 1 do 2% teh plovil letno postanejo iztrošena, kar pomeni, da bi bilo teh plovil okrog 80 tisoč letno med odpadki. Med statistiko ravnanja z odpadki se pa teh plovil najde samo 2000, kar pomeni, da je en velik razkorak med tem, kaj se dogaja dejansko s temi odpadki, oziroma če se ljudje sploh zavedajo, kako in kaj ravnati s tem. Evropska unija z spremembo direktive, ki je bila objavljena konec maja letos, zelo velik poudarek daje na razširjene odgovornosti proizvajalcev in v bistvu države spodbuja, da bi v bistvu ta ukrep zelo razširila na različne vrste proizvodov, kar pomeni, da bi eventualno tudi za dolgotrajne proizvode moral proizvajalec prevzeti odgovornost za ta odpadek, ko ga potrošnik ne želi več in ko je iztrošen. V luči novih letos objavljenih tehničnih smernicah Komisije o razvrščanju odpadkov je bil predstavljen katalog odpadkov, ki vsebujejo tovrstne kompozite, ki je bil pripravljen v okviru projekta. V okviru tega projekta smo zaenkrat naredili nekakšen pregled primerov, kjer se uporabljajo določeni izdelki, ki potem seveda, kot so odsluženi, iztrošeni, postanejo odpadek in seveda vsak zbiralec in tudi seveda uporabnik mora vedeti, za kakšne vrste odpadka gre. Vsakemu odpadku lahko pripišemo določeno številko odpadka. Osebno pravim temu, da je to EMŠO številka odpadka, zato ker je to karakteristična številka, ki opredeljuje, za kakšen odpadek gre. Predstavnika partnerskih organizacij projekta sta spregovorila o sledenju tovrstnih izdelkov, kar olajša povratno logistiko in omogoča zapiranje snovnih tokov ter o proizvodnji, uporabi in reciklaži stekloplastike in možnostih uporabe recikliranih materialov v gradbeništvu. Mi smo se osredotočili predvsem na sestavino odpadkov. Torej za nas je poglavitno, da razumemo, kakšno je poreklo odpadka, kakšna je njihova kemična sestavina. Torej je važno, da podjetja, ki želijo dati na odpad kompozite, da javijo, kako so sestavljeni. Kajti to je poglaviten podatek za naknadno predelavo odpadka in transformiranje v nov izdelek. Za nas je tudi važno, da sklenimo pogodbe s laboratoriji, ki opravljajo te analize, da s tem utegnemo imeti homogeno bazo podatkov in da kadar prejmemo odpadke, da informacije jih prijemamo v standardni obliki. Namen projekta Retracking je povečanje reciklabilnosti odsluženih stekloplastičnih izdelkov, kot so plovila, rezervoarji, smuči in podobno, in omogočiti prehod
izdelovalcem teh izdelkov prehod na krožno gospodarstvo. Lastnosti reciklatov, odvisnosti od njihove gostote. Ugotovili smo, da imajo reciklati z višjimi gostotami dobre mehanske lastnosti, ki so primerljive lastnosti plastike, kot je polietilen, polipropilin ali PVC. Na osnovi rezultatov mislim, da bi bili ti materiali oziroma reciklati primerni za ponovno uporabo, za zunanje obloge stavb, kot pri izdelavi pohištva oziroma za sanitarne izdelke. Na drugi strani imamo reciklate z nižjimi gostotami. Ti reciklati imajo tudi bistveno slabše mehanske lastnosti, ampak odlikujejo se z dobro, to je nizko toplotno prevodnostjo, ki je primerljiva toplotni prevodnosti lesa in zato mislimo, da bi bili primerni kot toplotna izolacija. Naj zaključim, reciklaža stekloplastike ima nedvomno ekološki učinek, ampak tudi reciklirani izdelki imajo neko uporabno vrednost in zato mislimo, da imajo tudi lepo komercialno prihodnost.